Mineva natanko 700 let od prvega zapisanega imena kraja Odranci v Prekmurju. Ivan Markoja, župan občine Odranci, nam je o pripravah na ta častitljivi jubilej, o slavnostni prireditvi in o zborniku, ki ga bodo izdali ob tej priložnosti, povedal. Torej, mi že kakih 15 let ali kaj vemo, da bo letos obletnica, 700 obletnica prvega imenovanja naše vasi, našega kraja. In zato smo si dali v Budimpeštanskem muzeju skopirati, torej naredili smo kopijo tistega dokumenta, kjer so Odranci leta 1322 prvič omenjeni. To se je zgodilo takrat 8. maja, tako je datiran ta dokument, in na ta dan bomo v letošnjem letu tudi v Odrancih proslavili 700 let torej imenovanja. Zagotovo, da naselje Odranci stoji že dalj časa od tega datuma, ker smo našli v Odrancih tudi izkopanine stare 1000 let. Ampak tu je bilo prvič omenjeno, napisano, in torej ta dan bomo tako proslavili. Ta 8. maj je v nedeljo in lepo se nam zdaj to poklapa v letošnjem letu in bomo naredili torej veliko proslavo. Sicer bodo že zjutraj naši muzikanti, Pleh muzika, igrali budnico po vasi. Potem bomo pa povabili ljudi, da se nam pridružijo v športnem parku pod velikim prireditvenim šotorom, kjer se bo odvijala ta proslava. Na proslavi bodo nastopali torej naša društva, zgodovino bomo v kratkih obrisih povedali, ljudem bomo razdelili zbornik, ki ga bomo za ta namen izdali, in malo se bomo tudi poveselili do večera ali še kaj, in tudi pogostitev pripravljamo za vse naše občane, ki se bodo tisti dan tam pojavili, kakor tudi za naše goste. V zborniku, ki ga bomo izdali, bomo pa smo zbrali skoraj vso gradivo, ki se je kdajkoli omenjalo v zgodovini, seveda o Odrancih. In to bomo objavili v besedi, kakor tudi v sliki, saj imamo zbrane tudi določene dokumente o Odrancih iz preteklosti, kar zagotovo naši ljudje še nikoli niso videli, pa bomo to objavili. Potem bomo objavili, seveda bomo naredili povzetek opisa zgodovine, ki že imamo to nekaj let zbrano, ker so to naredili naši učenci v osnovni šoli kot raziskovalno nalogo, pa jo bomo povzeli. Potem bomo neko statistiko objavili, recimo kako je rasla ta vas v zgodovini do danes. Potem bomo priložili torej vso do sedaj zbrano slikovno dokumentacijo iz preteklosti, in posebej bomo opisali določena obdobja, ki so se jih naši ljudje nekako dotaknili, in sicer to so taka obdobja kot vdor Turkov v naše kraje, potem Židje v Odrancih, posebno poglavje, kakor tudi Romi v Odrancih. Namreč to romsko naselje Kamence so nekoč spadali pod Odrance, to je pozneje bilo premeščeno v občino Črenšovci. Potem bomo napisali nekaj ali pa povzeli bomo iz tudi raziskovalne naloge naših učencev nekdanje ali pa izumrle priimke Odrančarjev. Potem bomo našteli odranske mojstre, ki so nekoč tudi iz raziskovalnih nalog. Potem nekatere zgodovinske značilnosti in posamezna mesta, ki so bila, pa jih zdaj več ni v Odrancih.
Ne bomo pa v tem zborniku vpisali poglavje, ki so že dokumentirane. Recimo, ne bomo nič objavili dosti od sodobnega časa, recimo nič ne bomo objavili o vrtcu, o šoli, o fari, ker je to že vse dokumentirano, zelo dobro, bolj precizno, kot bi mi znali to narediti. Zato se teh področji ne bomo dotikali. Bomo pa še recimo opisali nekatere kraje v naši občini, ki do sedaj tudi našim ljudem niso bili znani ali pa so bili pozabljeni. Tako nekako smo si zamislili to prireditev. Seveda bomo vse to stvar dokumentirali, bomo to objavljali v medijih, bomo to prezentirali. Radi bi bili, da bi večina naših zdomcev dobila taki zbornik, zato bomo zaprosili tudi naše občane, da nam posredujejo njihove naslove, da jim bomo poslali, da se bodo spomnili tudi oni po dolgem času na svojo nekdanjo vas. V občini so v pripravo zbornika kot soustvarjalca vključili zgodovinarja Dejana Süča. Pojasnil je nekatera zgodovinska dejstva, ki bodo predstavljena v zborniku, in obdobje od leta 1322, ko se prvič omenja kraj Odranci, pa skorajda vse do danes. Vsekakor bi želel izpostaviti, da se mi zdi zelo pomembno, da je občina Odranci ter obenem župan povabila k sodelovanju mlade strokovnjake, ki delujemo v lokalnem okolju. Ob tem se mi zdi zelo pomembno, da ustrezno obeležimo prvo obletnico, torej 700. obletnico prve pisne omembe kraja občine Odranci, torej listina, ki izvira z dne 8. maja 1322 in je bila pripravljena v Temešvarju, v današnji Romuniji, strani tedanjega ogrskega kralja Karla I., je v bistvu prva listina, ki na nek način tudi opisuje zelo bogato kraje, ki so pripadali tedanjemu posestvu, bili v tedanji lasti donjelendavske rodbine Banfi. In ravno s tem namenom je tudi ta listina z dne 8. maja 1322 nastala. Šlo je v bistvu za nasledstveno listino, saj so se na nek način potomci te rodbine sprli med sabo in na nek način lahko temu smo hvaležni, da je sploh nastala ta prva omemba, pisna omemba seveda Odranec, tedaj znanih kot Adrianc. No, to ni edini primer v bistvu v zgodovini. Že leta 1378 pride do naslednika Karla I., torej do Ludvika I., ki prav tako v eni od listin, ki se nanaša na nasledstvene pogoje na tem območju, sedaj že bolj bogato in obsežno opisuje življenje v sami vasi, torej tudi tedaj se pojavi to ime Adrianc. Izvemo pa tudi, koliko je bilo hiš, s čim so se ukvarjali tisti, ki so tukaj živeli. Torej, neodvisno od vsega moramo povedati, torej pokrajina ob Muri je v bistvu vedno živela na nek način v soodvisnosti od reke Mure. Reka Mura, po eni strani tudi kot lokalna specifika potok Črnec, sta odražala življenje v sami vasi in tako kot je bilo to pred 700 leti, je danes prav tako, torej v bistvu na nek način isto. Torej, sama zgodovina se na to nadaljuje tudi v časih turških vpadov, neodvisno od tega, da so Odranci približno 15 km oddaljeni od Lendave, del katere posesti so v bistvu bili, torej rodbine Banfi, se je tudi tukaj na nek način odrazilo to, da so Turki vpadali in v bistvu na nek način požigali, uničevali te vasi. Pogosto so se pa tudi pojavljale poplave, torej reka Mura na nek način niti osnovno tedaj seveda ni bila regulirana in ljudje so živeli v soodvisnosti, torej tako kmetijstvo, poljedelstvo, vse je bilo odvisno od reke Mure. No in zelo zanimiv segment tega obdobja je recimo en zapis iz leta 1828, ko je eden od tedanjih inženirjev potoval po današnjem Prekmurju in si zapisoval specifiko, torej posebnosti vsakega od krajev, v katerem se je nahajal. No, ko je on prihajal s poti iz Beltinec, je torej navedel, da torej se je znašel v kraju Odrijanec. In to je v bistvu tudi prva omemba, torej leta 1828 na nek način oblike imena občine oziroma današnje seveda vasi, ki že spominja na današnje ime Odranci. V samem zapisu pa zasledimo tudi nekaj posebnosti, kot recimo koliko je bilo hiš, koliko je bilo hlevov, koliko konjev so imeli tedaj tukaj torej deležniki, poljedelci. Tako da ti zapisi so zelo zanimivi. Zame osebno kot za zgodovinarja je bil zelo zanimiv tudi zapis
iz popisa iz leta 1720, torej iz posesti Odranci, latinsko posesijo Adrians, kjer so navedeni v bistvu priimki in ljudje, ki so tukaj živeli, z imeni in priimki, kaj so imeli vlasti, kaj so proizvajali, seveda z namenom tedanje tlake, obdavčitve in tako dalje. In kaj bi mogoče izpostavil je, da se nekateri priimki, kot so recimo Lepoša, Kovač, tudi zelo zanimivo, en priimek Ponedeljek, torej leta 1720 je v Odrancih živel človek z imenom Adamus Ponedeljek, zelo zanimivo, prav tako pojavljajo v teh popisih. Torej, kljub temu, da pač mogoče se zgodovinarji pogosto samo koncentriramo na velike kraje, na velike občine, je zelo pomembno, da se pove tudi, da imajo mikrolokalne občine, kot je občina Odranci, zelo uspešna občina, zelo bogato zgodovino, ki jo je vredno predstaviti. Ne le danes, ampak tudi zato, da bodo naši zanamci imeli nekaj od tega. Glede na to, da smo sedaj v drugi polovici potem 19. stoletja, vsekakor ne bi mogel iti mimo judovskega prebivalstva, ki se je prav tako naselilo v Odrancih. Torej, ta specifika judovskega prebivalstva v Prekmurju je zelo zanimiva. Torej, mogoče v zadnjih letih se vse bolj raziskuje, vedno več vemo o tem. In tudi sam lahko povem to, da je dejstvo, če so se Judje naselili tukaj, da je to okolje imelo kaj za ponuditi. In na nek način to priča o tem, da je že v drugi polovici 19. stoletja, da so bili Odranci eno razvito okolje, kjer je vseeno lahko delovala trgovina, kjer so bili obrtniki. In mislim, da na nek način se zgodovina ponavlja. Torej, tudi danes so Odranci zelo uspešno gospodarsko okolje z ogromno enimi obrtniki, samostojnimi podjetniki in tako dalje. In sam mogoče vlečem kot zgodovinar nekaj sporednic tudi s tistimi obdobji izpred 150 let. No, naslednja pomembna sprememba je bila ponovna sprememba imena naselja. Torej, leta 1909, ko pride v bistvu v celotnem Prekmurju do sprememb imen vasi, predvsem zaradi namena uvedbe novih matičnih okrajev, krajevnih uradov, se ime kraja spremeni iz Adrians ponovno v Adorjan Valva. Torej, to je bila ena sprememba leta 1909, ki je seveda trajala le do Trianonske mirovne pogodbe. Po Trianonski mirovni pogodbi jasno območje celotne vasi, današnje občine postane del samostojne kraljevine SHS, torej Srbov, Hrvatov in Slovencev. No, 20. stoletje je zelo zanimivo. Po eni strani vemo o njem več, torej mogoče ga ne rabimo toliko z vidika materialnih virov preučevati, kot lahko nam o njem pričajo tudi današnji prebivalci samega okolja. Bi pa vsekakor pozval vse občane in zainteresirano javnost, da si ogledajo ta zbornik. Sem prepričan, da bo ena dodana vrednost k spoznavanju zgodovine lokalnega, ampak tudi regionalnega okolja. Dogodek, ki se v nedeljo 8. maja obeta v Odrancih, je še en izkaz razvoja tega kraja in kakovostne ravni življenja občank in občanov. Namreč občina Odranci je v letošnjem letu prejela srebrni ISO certifikat 2022, ki izkazuje izjemno kakovost življenja v tej po kvadraturi najmanjši občini v Sloveniji. Župan Ivan Markoja. Res smo ponosni na to, da nas inštitucije v Ljubljani izberejo izmed 212 občin med 3 najboljše in jaz mislim, da naš narod spoštuje to in ve, kako dobro nam je, da bi le malo dalj časa še to ostalo. Jaz upam, da bo pri nas ostalo tako stanje, kot je, in da bodo ljudje v Odrancih naprej živeli mirno in sodobno, kot ga do sedaj tudi živimo.